del mare che se ne va, dove le pare, dove non sa, gente di mare che se ne va, dove le pare, dove non sa. A noi che siamo gente di pianura, navigatori esperti di città, il mare ci fa sempre un po' paura, per quell'idea di troppa libertà. Eppure abbiamo il sale nei capelli, del mare abbiamo le profondità, e donne freddolite negli scialli che aspettano che cosa non si sa. Gente di mare che se ne va, dove le pare, Dove non sa, gente che muore di nostalgia, ma quando torna dopo un giorno muore per la voglia di andare via. Gente di mare, ci fermiamo sulla riva, gente che va, sguarda all'orizzonte se ne va, gente di mare, portandoci pensieri alla deriva, per quell'idea di troppa libertà. Gente di mare che se ne va, dove gli pare, dove non sa, gente corsara che non c'è più, gente lontana che porta nel cuore questo grande fratello blu, e al di là del mare c'è qualcuno che non sa niente di te. Gente di mare che se ne va, dove gli pare, dove non sa, noi prigionieri di queste grandi città, veniamo sempre di oggi e di ieri, inchiodati dalla realtà. E la gente di mare. Gente di mare, dobro jutro in lep pozdrav v sobotno jutro, prvi poletni dan. Idemo, dragi moji, solstici, a je kaj prinesel, kot dedek Mraz kaj prinese, kakšno spoznanje, kakšno razsvetljenje. Glede na to, da v bistvu opažam, da je število ljudi, ki spremljajo moj program, nemudoma nam vržejo linijo ven, ko povemo, popušili ste, a bo šlo, to pa ne, da se ne bo to slišati. Ne, sodišča, a ne,
In nismo mi tisti, ki bomo komorkoli sodili, to je delo višje sile, torej to dela Ata, mi moramo sam zorganizirati malo srečanje z Bogom. Ja, in Bog se ne skriva tam nekje zgoraj in tako je to seveda višja sila, ki uravnava stanje v ljudeh, kdor je na strani Boga, mu je dobro, kdor pa ni na strani Boga, mu pa ni dobro. Je treba še kako kaj to zdefinirati. 3 leta opozarjamo, ne se zajebavati, 5 let gledamo, kako prevaranti v bistvu sodelujejo v kriminalu, pa kar. Ja, pol pa nič, ne, in zdaj je pač to tako, da enkrat mora biti konc, zadnja opozorila so prišla in zdaj je čas sodbe in poravnave, tako kot so se poravnali planeti, tema, noč, solstici, poletje, vse to štima. Zdaj z opozorili je dost, zdaj je Trump lepo rekel, hunters became hunted. Se zastopimo. Tisti, ki so do zdaj lovili, so lovljeni strani tistih, ki smo bili prej na tarči. Meni je zelo žal, trajalo je to z mojih 46 let, jim je bilo the best, jim je bilo fajn, zdaj bodo pa verjetno jokali in cmokali za mojim usmiljenjem, ko bom rekel go fuck yourself s svojim govnom, ki se už skuliral priti nazaj. Do takrat pa ne. Sekundico, jaz vam bom dal noč vam ne bom dal, zato ker vam ne morem dati, ampak vam bom dal pa takole eno slikico. Marička, in to ne glih to, sem hotel to. Evo, to pa naša Sabinka Bonka, naša mati. Dobro jutro vsem in praviš, Sabina, da podobamo, pa glas, da kar linijo vam butne. Ja, marskomu bo filme ven pometali, ne sem linije, zaradi tega, ker to, kar zdaj prihaja, je pa game over in dead end in no excuses anymore, ne. Do zdaj so se še delali budale, itak zgledajo precej bukavo, ta molk z vseh in no excuses anymore, ne. Do zdaj so se še delali budale, itak zgledajo precej bukavo, ta molk z vseh. Ja, in očitno je res tematika prehuda, ampak vse to, da nas meče ven, je zgolj dokaz, da smo na pravi poti, govorimo prave stvari in ali mi govorimo, da se ladja potaplja, ali pa ne govorimo tega, ladja se potaplja, mi zgolj komentiramo ta karneval, ta pohod mask, ki potuje mimo nas, oziroma ki nas je hotel povleči v svoj karneval, v svoj kaos, v svojo dramo, nas je v to vlekel in tam naredil štalo, čustveno razvrvanje, ampak nekje smo se toliko do te mere ozdravili, da se v te čustvene igre ne spopadamo in ne spuščamo več, in ker je to v bistvu prenašanje energije, jim pač nismo dali energije, vsaj kar se mene tiče, energije več dajem ne, na kraje ne dovolim. Kar pa seveda moramo mi vedeti, da tema oziroma strah sam po sebi ne more obstajati. On potrebuje vir napajanja, to smo ljudje, energetske elektrarne in rečemo lopovom adijo, ven od tle. In zdaj njim nekako ni prav, ne, to jim nekako ni prav in oni začnejo, ko jim ni prav, širiti smer kampanj in uničevati tvoje ime, ampak to delajo z lažjo. Dokler ne pride resnica na plano, pa zdaj tako, če ste vi mene z lažjo, bom jaz vas z resnico. In to je v bistvu, če pogledamo drugače, bistveno bolj zoprna reč, ne? Ker mene so obtožili nečesa, kar nisem kriv, sami pa se bodo mogli soočati s stvarmi, ki pa so resnične, za katere so odgovorni in bodo mogli prevzeti posledice. Kar se je štožanje, što se nisem jaz spomnil, to piše v debelih knjigah, to so stari pregovori. In ja, kakorkoli, mesec junij nas segreva na več nivojih. Trump nam kaže na 1001 način 2 zastavi, ločenost seme od plev, ločenost mentalnega
mentalne, kako čem pa temu zdaj reči, mentalno-čustvene, spiritualne disfunkcije, to je ena stran, in na drugi strani patriotov, ljudi, ki imamo zdravo kmečko pamet in izhajamo iz dušnega naslova, iz naslova človeške vrste, kjer nam je za ljudi mar, drug za drugega nam je mar. Ideja nam je, da vzdržujemo naš habitat, imenovan Gaja, Zemlja, kakorkoli, in da ne dopuščamo invazivnim rastlinam, da se širijo, ne pa da nas ob tem še to obtožajo. Ne obtožujejo, kaj se spotikaš ob invazivko, se bom še vate, če boš kaj preveč kaosov zdajle. Mislim, z katerega planeta si ti, da ti je vseeno, da se invazivne rastline širijo? Z katerega planeta si ti? A ti bi iz tega rad Mars naredil? Bež, da te ne vidim, kaj v 15 minut na mesto, ker nisi sposoben misliti svojo glavo, razen škode delati. Ne? Ker to ni nič, ne? To ni nič. Ne moramo se delati neumnega, da ni invazivnih rastlin, ne moramo jih pa flancati po jezeru. Halo, mi imamo odličen habitat, ne moramo mi flancati invazivne rastline, ki je gojišče za ose, sršene, klope in pa kače. Bravo, super, habitat invazivnih rastlin, živali in invazivnih ljudi. Krasno, super, the best, samo da bomo v stiski. Ne, imamo mi ljudje malo večjo stvar nad sabo, ki se imenuje naš višji jaz, in ta višji jaz je vir energije, modrosti, znanja, razumevanja in milijarde in trilijone misli, prek katerih smo postali za njih superkompjuterji. No, oni s svojimi možgani in namerami, ki jih imajo, delujejo kot ranjeni polži sred poldneva na asfaltu. Približno tako se zdaj obnašajo, ne? S tem, da so nesposobni reševati kompleksne probleme, ni kakšne kompleksne, najmanjši problem. Izpostaviš ga, malo ga dregneš v ego, pa malo pa vprašaš po resničnosti stvari, ki jih govori, pa je že vse narobe. Ne, tako da ni zdaj to taka stvar, mislim, butastega možgana z zdravim možganom res ni težko pritisniti v kot, ne? Dokler si čustveno nedotakljiv. To je pa druga stvar. Sabinca praviš, da je treba podeliti povezavo in pojačimo signal, utišati se pa itak ne pustimo. Ja, jaz nekako, Sabina, sem opustil vse ideje o deljenju, vse želje po tem, da bi koga posebej prosil nekakšno objavo naredi ali pa mojo objavo podeli, vse to sem opustil, zaradi tega, ker sem pač spoznal. Ljudje, ki ne smejo, ljudje, ki so na strani laži, prevare, manipulacije, zblode, vsi ti ljudje pač moje povezave ne smejo deliti, in zakaj bi jih silili v nelagodno situacijo, pač jasno je, komur je jasno, komur pa ni, mu pa tudi je, ne? Da smo si na jasnem. Vemo, da lažejo, oni vedo, da vemo, da lažejo, pa še kar naprej lažejo. Ampak čas, ko bodo s tem kamorkoli prosperirali, ta je pa potekel. Peščena ura se je odtekla, lepo sem vas opozarjal na 21. juni, torej solstici, obrat, ogromno stvari je novih, energetsko, mentalno, dojemam jaz, kar se mene tiče, stvari precej drugače. Nekako se mi je še dodatno razširila se mi je. Občutek, to je težko opisovati. Občutek stoičnosti, občutek tega, prav sem imel, ves čas imam prav. Rečete, kar čete, ne mislim zdaj le vas, ampak ne reče, kdor če, kar če, kaj sem, kaj nisem, kaj sem blesal, ovo, 5 let imam prav, pa ne 5, od rojstva imam prav, in vse, kar sem govoril z namenom, da bi bilo tudi drugim jasno, da kaj je prav, ampak enostavno ne bom se več spotikal ob nikogar več, vsak naj zase ve, če želi vztrajati pri svojem prav, srečno, in to prehajamo na točko, ko smo mnogi slišali, Zemlja se bo ločila. In se ločuje, Zemlja se ločuje. Mnogi ljudje ne bodo upali več po pločnikih hoditi, in zdaj, če bi vi malo sodelovali v komentarjih, bi mi celo vi znali tudi kaj povedati, kako vi sami kaj opažate stvari, ampak ni ideja sodelovati, ideja je se skrivati, pa iz grma gledati, pa opazovati, pa špionirati. Tega smo vsega navajeni, ampak treba je reči Bobu Bob, pa poslati koga
to pa ne smem. Zdaj, jaz vsega v javno v eter povedati. Nabrit sem ka vetrnica, pun mi je kurac vsega, da vam iskreno povem. In blazno se veselim in navdušujem, ko gledam potop Vatikana, sistema, strukture prevarantskih organizacij, prevarantskih kretanoidnih posameznikov, ki so se mi režali v brk med tem, ko so zasedali moje pozicije, in čas sodbe prihaja in mogoče sami niso bili dosti dober obveščeni, ali pa so bili obveščeni, pa so, kot znajo, kot jim je v naravi, ignorirali. Jim je bilo rečeno, do not touch the anointed one, pa so rekli, kaj mi pa moreš. Zdaj jih pa gledam, kako padajo, propadajo in razpadajo pri živem telesu, in mislim, da en del spada tudi v to kategorijo. Do not touch. Ne petljaj se z nekom, če se ne smeš, pa so se. In ker so se, bo zdaj kaj? Bo treba moja miloščina, a? Ne bo treba, kakor se bom jaz odločil, če se bom hotel. Vsak ima sicer seveda možnost, ne, probat, ne, ampak zdaj sem jaz na vrsti, zdaj sem jaz tisti, ki odloča, kdo gre naprej, pa kdo ne gre naprej. V odnosu z mano, ne mislim zdaj, znači dosti drugač. Ampak enostavno ne grem se več te prevare, te neumnosti, vsi smo prebujeni, jaz ne prdim, Mavrice pa srčke kiham. To je boj. Bitka. Po vseh pravilih bi mogel biti mrtev, je prav. Umen za njih. Pa je to res? Ne. A to vidijo vsi? Ja. Zdaj ne pokažejo pamet in modrost svojo. Ne. Zdaj ne pokažejo, ko je čas za pokazati reševanje nekega problema, ki se je naredil, a ne? Oni znajo probleme delati, ne pa jih prekiniti. Poglejte si dela na cesti v Sloveniji. Kamor se obrneš, vsi neki delajo, pa in kjer noben nič ne dela. Pri nas so mostovi padli, Dresnik je na svojem mestu, you shall not pass. Zadnja večerja je bila požrta, od pridobljenega gradbenega dovoljenja do izvedbe del je točno 2 pusta, to pri nas se po pustih štejejo leta. Zadnja večerja v Potoku je bila in zdaj je tle se zgodilo nekaj, kar je ustavilo čisto vse planirane zgodbe, torej prikrivanje, flancanje invazivne rastline in v bistvu simbolično porušen most. Game over. Vi levo, mi desno, Trump je obesil 2 zastavi, vi ke, mi sem, vmes je postavil jasno mejo. Vi tja, mi pa po svoje. Mi se skup mešati ne moramo. Tudi če zgledamo na ven kot ljudje, na noter so namere drugačne in ideja prebujenega človeka je, oziroma lastnost, oziroma ena izmed sposobnosti, ko se prebudiš oziroma dvigneš svojo zavest, je prepoznavanje namere, ki jo ljudje imajo za svojimi pojavami, besedami, navideznimi dejanji. Ne? Tudi vsaka objava na spletu ima vedno svojo namero. Vsak komentar ima svojo namero. In ko prepoznaš, da je znotraj komentarja želja zgolj po provokaciji, po nekem argumentiranju, ti vidiš, iz katerega polja prihaja človek. Ker človek kot tak, empat sam po sebi, mu ni ideja, da se argumentiramo, ker empat sam po sebi ima lastnost reševanja problemov. Mi tudi možgane imamo razvite, pravzaprav primarna naloga možganov je reševanje problemov in empat je pri tem zelo dober. Ampak mi imamo drugi pol, ki je kreator problemov, kamorkoli se obrneš, je problem sam še večji, ne? Kjer se oni vpletejo, iz kruha naredijo drek, frderbajo čisto vse, kar je že narejeno, vse, kar je lepo, naredijo v grdo, vse, kar je naravno, naredijo v betonsko in umetno in potem se tolčejo po prsih, kako so dobro skonstruirali. Ne? Poglejte si cukrarno, pa boste videli. Beton, pa pol pa še beton, pa jeklo, pa beton. Ne? So rekli, moramo ohraniti strukturo. Od te strukture je med betonom ostal tisti star zid, ostalo bo vse samo še beton. In to nekako, ta sodrga pač na tak princip funkcionira, da v bistvu vse pobetonira, zaradi tega, ker v bistvu sama po sebi naravo sovraži, ker sovraži samega sebe, ker sovraži življenje in življenje pobija duha v človeku. In dokler si čustveno odvisen, si za njih dosegljiv, kadar čustveno nisi ranljiv, takrat tudi za njih postaneš nedosegljiv in pretok energije je zaustavljen, a ne?
In zdaj oni rabijo naš energy, sicer grejo v... Oni bi radi živeli, ne? In zato se borijo za vsako najmanjšo provokacijo. Vaše izkušnje, dragi moji, imate kakšno izkušnjo, kako vam žrejo oziroma kako probajo prideti na vsak način bliže, no, z 1001 provokacijo, da všija malo špricno. Jaz imam teh izkušenj ogromen, na dnevni bazi večkrat, ampak jim ne dam tega veselja oziroma te hrane za življenje. Zaradi tega, ker si jo ne zaslužijo. Zaradi tega, ker kar so oni s to hrano počeli, torej direktno napadali nas, hvala lepa, ne dam. To je, da bi človeku dal orožje. Bolj, ko si se odprl sam o sebi, o svojih stvareh, kaj imaš rad, pa kaj nimaš rad, točno to so proti tebi uporabili. Še na sodišču ti rečejo, karkoli boš rekel, lahko uporabljamo proti tebi. To je njihovo celo zakonsko. Ampak nekje na nivoju zakonodaje univerzuma so stvari čisto jasne. Ne delaj ljudem tistega, kar sam nočeš doživeti. Oni so počeli tisto, kar sami noče doživeti, zdaj jih je pa to dosrečalo, so pa žrtve. Če to ni psihadelija, če to ni delusional, pol jaz ne vem, kaj je. In to ni zdaj tam nekje daleč stran, to je med vami in ne le tu in tam kak primer, ampak gromozansko velik procent ljudi funkcionira na tak način in žalostno je to gledati, ampak konc koncev, this is reality, to je realnost. Ne zdaj tam v Iraku pa v Ukrajini, ker sploh ne vemo, kaj se dogaja, ker noben od nas ni bil tam. Okrog sebe poglejte. Okrog sebe imate organizacije, društva, mafijo na vsakem koraku, poglejte, kaj vam delajo z naravo, watch the water, pejte do vode, probajte priti do vode, opazujte, kje vam je dostop do vode onemogočen, kakšna je tista voda, ob kateri ste odraščali, ki se jo spomnite izpred 10 let nazaj. Zastrupili bi nam vse vode, dragi moji. Na Blejskem jezeru, če imam prav podatek, so, ne vem, večje število psov umrli, ki so se kopali v jezeru. Ne. Na Bledu se je tudi neko sranje razširilo. Pri nas smo preprečili biološko katastrofo razraščanja dresnika, ki se v bistvu po Sloveniji zelo strateško širi, by the way. In to je tak porabnik vode, da v bistvu izsuši močverje. Močvernate rastline zadržujejo vodo, tako urbarijo pa pije. Kako moramo na jezero spustiti, kako lahko se zgodi taka neodgovornost, taka malomarnost in na koncu malo manj, da sem jaz kriv, da sem preprečil to. Kako bi še to nekako radi mi napletali, da Turšič je pa baraba, ker v bistvu mi ne moramo zdaj tega flancati. Zdaj pa ne moramo graditi pizda, pa ta grmiček, kurz ga gleda. Ne? Mislim, a veste, kar je prav in za tisto, kar je prav, se ne bi smeli kregati, ne pa, da se ljudje počutijo napadeni, kadar pride resnica. Da se ljudje počutijo napadeni, kadar imajo opravka z avtentičnostjo in pristnostjo. Mi živimo v takem svetu, da je avtentičnost prikazana kot grožnja. Pa je to res? Ne, zame ni, zaradi tega, ker dostojanstvo, avtonomnost in avtentičnost je moja rojstna pravica. Pravica do tega, da vem resnico, je moja pravica. Ne pa, da goltam laž. In lahko milijone ljudi reče, da imam narobe, da se zmišljujem, da imam moja domišljija, ne vem kva. Intuicija je nekaj, kar nam pripada. Nam so skrili knjige, brez knjig smo najdeli stvari, zaradi tega, ker so v nas. In oni so rekli, ne to brat, ti si preveč občutljiv, pa tebi se meša, pa tebi se kar nekaj blede. Dok sem jaz palil na to, jim je super palal, ker sem nehal upadati na to, je bil game over. In jaz sem vam rekel game over že 3 leta nazaj. Zlata doba je že tukaj. To sem jaz rekel 3 leta nazaj, majčko nosim že 3 leta. Zlata doba je že tukaj. Ne. Pa zdaj? Titanik se potaplja, ne? Seveda, valjda. Sam ne moj, ne? Mi imamo 2 svetova, svet laži pa svet resnice, svet prevare, svet sodelovanja.
Svet laži, svet resnice, svet srca, svet sovraštva, svet življenja, svet smrti. Mi imamo dva različna pola in to se moramo odločiti. Jaz sem rekel, imamo različne ljudje, imamo drugo vrsto. Ne vem, vseeno, sovraštvo imajo vse, ljubezni ne. Kako, kaj, kje, zakaj je do tega prišlo, meni je že čisto vseeno, ampak ne mi hoditi sovraštvom, idejo po kraji do mene, ker se jaz tega ne grem in tega ne toleriram, do tega imam ničelno toleranco. In tolerirali smo mi bistveno preveč stvari, kot bi jih lahko, kot bi jih morali in v bistvu Atova želja je, oziroma stvarnikova želja je samo ta, da utelesaš ta energy in se postaviš zase in stopaš na stran resnice in ne stojiš sam, nič bat. Ampak preden prideš do tega brega, moraš iti čez par stvari, čez vse napade, ki jih tema dela, da bi te zadržala na svoji strani. Spizdi jim, ko jih jebe. Pusti jih zadaj, niso tvoji, oni so proti tebi, oni zavirajo tvoj napredek, oni ga ne pospešujejo. Zakaj bi se trudil biti z nekom, ki ovira tvoj osebni napredek? No, zakaj? Give me one reason. Povej mi en razlog, en sam razlog. Ne, ga ni. Ker mi napraviš, da se priznaš, da sem preživela najhujšo negativno, vsi so me izdali, še družina. Ja, nič drugačne gre, samo ostaneš. Koga je pa Jesus imel, tudi nobenega. Ti koga je imel pa Freddie Mercury, tudi švoh. Ti, kva pa Trump, koliko pa se je Trumpu ljudi postavil. Ja, no pa njemu je malo drugače zaradi tega, ker se 60 let postavila plan in so končno uspeli najdeti, ampak mi do par let nazaj sploh nismo vedeli, kaj se gremo. Drži? In Kdor je na poti resnice, je izobčen strani vseh in zdaj kam vsi spadajo, je pa tako, ne. Ostajajo na nižji zavesti. Jaz želim vsem, da se dvignejo, precej se borim, da bi se ljudje dvignili. Napredka zelo malo vidim, mi je zelo žal, bom iskreno povedal, čist premalo vidim napredka, zaradi tega, ker znam prebrati in napredek, in stanje, in namero, vse to mi je dano znati prebrati in to ni nadnaravna lastnost, ampak je pač lastnost človeka, ki jo ima in točno na osnovi tega mi lahko ločimo seme od pleve. In ne bodo prišli vesoljci pa to delali namesto nas, ampak mora vsak izmed nas biti sposoben iz svojega življenja flikati tisto, kar v naše življenje ne paše. A ne? Žalostno je dejstvo, da so ljudje povezani v zlobi, za razpad zlobe bolj kot za slogo in ljubezen. Ja, vsi so šli na ladjo eno in so rekli, ta je pa nepotopljiva in ne da se nas, ko mi smo najjači, imamo zadnji strukturo religije, sistema, občine, organizacije, društva, pol imamo pa še ostale, ki so kao neuvrščeni, pa so vendarle z nami. Vse to sranje je povezano skupaj, mi smo pogruntali, da je sistem satanističen, a ljudje vedo ali ne vedo, da so znotraj satanističnega sistema, me pa zdaj že mene malo boli kurac, pač sodelujejo. Je pa nisem vedel, sram te bilo, pa nesposoben, če v 5 letih nisi mogel sešteti od korone dalje, da je šlo za genocid, te sram je bilo, pa si nesposoben, da sploh sediš na javni upravi. Toliko so ene stvari postale očitne, da so ljudje za zbrcati iz določenih položajev. Dobesedno za zbrcati. Ne moramo mi tolerirati LGBT zastave nekega osebka, ki ga imenujemo predsednik in on je drugačni enakopravni. Kje so bile pa moje manjšinske pravice v času teorije zarote? Kje so bile pa moje pravice? Ta pederajserija, kurbarija ima pravico se iti karneval pa cirkus. Jaz pa resnice nimam pravice govoriti. Kje pa smo mi, gospa predsednica? Kje pa mi sedimo? Na kateri strani? Na strani zla. A zdaj kao mi pa kao ne vidimo. Bež, da te ne vidim. Bež, da te ne vidim. Na tak način bi se mogla zgoditi neka drža v vseh ljudeh, ne pa da zdaj 2, 3, 4 komaj komentiramo. Ne? Nas mogli biti le 5000 pa reči, pička jim je materina. Res je, staric, zavedanje, vse nisem mislil, da moramo zdaj pa vile vzeti v roke, pa kam iti. Ampak zavedanje imeti, to je start point. In to zavedanje razširiti, in ker nas bo dovolj v zavedanju, oni ne morajo, sej vedo, da zlažijo, ne morajo kamor več, sej zato pa čepijo in zato tonejo in se krčijo, oni se ne širijo več, kot se je širil Dreznik ali pa ta koreninski sistem zla, nevidne korenine, vse povsod lovke. Vse vpleteno, vse podkupljeno, vse preprodano, vse razjebano.
Nehale so se dogajati in širitve in delovanja, ne? Ladja gre gluk, 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 stebri padajo. Buckingham je padel, stari, kaj nam ni jasen? Ja, pa zdaj pa v Iranu. Pa pusti Iran, stari, ti moraš vedeti, da to je distrakcija. To je, kaj gre v cirkusu neki narobe, spustijo klovna v real svetu, pa pač vržejo eno raketo nekam. Nismo bili tam, ne vemo, kdo je vrgel, kam je padla, nič se ne bom v to spuščal, vem pa, da po knjigi Razodetja je bil Jeruzalem obkoljen. Pa so pa to rekli, to je bilo leta 48, to je bilo pa pol zato, ker se je Izrael naredil. Vi se morate zavedati, da je Izrael ena čist XY država znotraj arabskega sveta. Vsaka njihova zastava ima zeleno, rdečo, črno in belo barvo v zastavi. Pa Izrael? A? To je čist drug svet. Jaz nisem tam doma, jaz sem tle doma. Mene indijska kultura ne zanima, ker sem od tle doma. Jaz sem se bolj v pogane spustil, pa bolj v Martina Krpana, pa v Butalce, pa v razumevanje prostora, kjer živim in se, bom rekel, bolj naslanjam na slovanskost, kot na katerokoli drugo, ali religijo, ali način življenja, ali vzgoje, ali prostorsko vplivnost, whatsoever. Ampak dajte se zavedati, da je arabski svet ima zastave v barvah rdeča, črna, zelena in bela. Samo Izrael je tam noter vmes leglo problema, ki se širi od tam po celem svetu in vpliva na cel svet. Ampak Jeruzalem je zdaj, v bistvu znotraj Izraela, Palestine, je zdaj obkoljen s temi, bom rekel, vsemi državami. To je prva simbolika, druga simbolika je iz Biblije, iz knjige Razodetja, kjer je zadnja faza, je obkolitev Jeruzalema. Kdor je v Jeruzalemu bil, ve, jaz sem bil, da imamo tam 4 dele, rojstvo krščanske, muslimanske in pa islamske vere je tam, ter neuvrščeni. To so 4 deli mesta, jaz upam, da sem prav naštel. Skratka, 3 religije so doma, plus eni, ki se iz tega čisto izklapljajo, ne? In tam je v bistvu začetek mešanja vseh štren. Kajti ideja je bila, zgodba Jezusa je verjetno, je stabilna, ima smisel. In iz tega so izpeljanko naredili svojo interpretacijo v drugo religijo in naredili spor med muslimani in kristjani že takrat. Paraziti nas niso slišali, ko smo mi rekli, puste nas primer. Parazit tega ne sliši, ker mu ne pride prav. Parazit potrebuje tvojo energijo, brez krvi je klop mrtev. Ali se razmnoževati ne more. Enako je v tem svetu, v tem trenutku z ljudmi, ki izgledajo kot ljudje. Oni brez naše življenjske energije ne morejo, ker so svoj ver odklopili. Ker so zgubili empatijo, zgubili so srčnost, zgubili so občutek. Do sebe, do drugih, do zemlje, do živali, do ljudi, do vsega. Občutka ni več. Samo še neskončna lakota po materialnem, energetskem in idemo. In to žre kot kombajn, pred sabo golta vse, kar vidi, ne? Tako nekak je situacija in tako. Monika živjo, pa ta govoreči grm kaže vsem resnico, kaže namero uničevati habitat. Ja, se strinjam, ta goreči in govoreči grm, s katerim se ukvarjam zadnjih 14 dni v Cerknici, pač gre za res invazivno rastlino, ki lahko hudo ogrozi naš habitat. Cerkniško jezero je en opevan biser. A mi bomo pa noč spustili. Dovolili, ne spustili, dovolili. Komu je pa ideja ga spustiti? Komu je pa ideja bila to prikriti? Kaj pa je bila namera od zadaj? 1, 2, 3, 4, 67 stvari je jasnih nemudoma. Ne vem, kako bodo splezali ven. Meni se zdi, da bolj tako. Ermina, praviš, da ne imam svoj križ, jaz sem vitezinja luči. Ja, no, vse sort, da ne bo na prdek. Ermina, daj probi biti slovnično ok, ker vsak ima svoj križ.
To je dejstvo. In meni so naložili še križe od drugih. Sem se odločil, da bom še svojega nosil in vsak mora prenesti svoj križ. In to je zmagoslavje. Zdaj viteštvo je en drugačna prispodoba, na kakšen način bojevanje. Ja, smo vitezi, ja, absolutno. Ampak ta meč ne seka prav dost, ne. Ideja je v ščitu. Tem sposobnostim so rekli, nadnaravne sposobnosti so pa čist naravne, le razviti jih moramo v celoti. Torej, brati energijo ljudi je naravna sposobnost, ni nadnaravna. Je pa nenavadna za te ljudi, ki pač ki sploh nimajo čustev, ne. Torej, bom rekel, ta drakonska krvna linija, pa tudi to so mogoče premočne klasifikacije v tem trenutku. Skratka, dajmo se zavedati, da ljudje empatijo imamo, bi jo morali imeti prirojeno, pa je žal pri mnogih odklopljena. Ne? Zdaj, vsi odklopi empatije od človeka izhajajo iz ranjenosti. Ne? Vse povsod se je začel z rano, kasneje pa z vzdrževanjem na nizkem nivoju zavesti, in ko to magično mejo 200 preskočiš, prerasteš, preideš, tam se začne odpirati nove stvari. Mnogi si želijo, da bi se čez noč vse vžgalo nazaj, tako kot je bilo, pa temu ne bo čisto glih tako. Ljudje se delajo, da ne vejo, kaj delajo. Ljudje zelo dobro vedo, kaj delajo, mi je pa jasno, da se ne zavedajo, zakaj in iz katerega vzgiba to delajo, ker sicer bi nehali. Ne? Kam sem jaz hotel zdaj pripeljati? Ja, in zdaj je tako, enostavno, tako kot so pelali, ne morejo več pelati naprej. Ne? Tako kot Titanik, zdaj pele več ne naprej, struktura se je podrla in preživeli so, zdaj le plavajo po vodi, v ledeno mrzli vodi. In zdaj, če hočejo priti na reševalno ladjo, ki je že zelo blizu, ne? Potem bo treba reči, ja, kriv sem. Priznati. Brez priznanja miru ne bodo doživeli. To ni moja izmišljotinka, jo lahko potrdim, je pa zapisana v večjih verzih, izjavah, knjigah in tako. Dokler človek ne prizna svoje zmote, svojih dejanj, do takrat mu spanec ne bo miren. Zdaj, kako vi kaj spite? Spite dobro, spite slabo? Kako pri vas kaj spanje? Vse drugače, vsaj pri meni. Ermina, praviš, da nas čez 40 let ne bo? In kaj čem, ne vem, Ermina, ne razumem, kaj ni zdaj s tem naredim? Čez 40 let nas ne bo. Ok, ne bo. In kaj čem zdaj jaz narediti s tem podatkom? Ne razumem. Uopšte ne. Religija je institucija in ima večino ljudi v šahu. Religija je narejena za ljudi držati pod kontrolo na nivoju zavesti pod 200. Religija je v bistvu deception, prevara. Ona duhovnosti nič ne dviguje, ampak ljudi drži izven duhovnega dosega lastnega biti. Ne? Tako da to smo že obdelali in človek spoznan ne verjame religiji, ki je proti človeštvu, in to so dokazali z dejanji. Ok, pravijo napredek, jaz pravim naprdek. Ok. Vidiš to, ja, imaš ti nek svoj, ok, alright, ja, naprdek, alright. Zastopam ljudje, ki so preglodali svojo voljo, razkrojevalcem jih morajo ubogati, a trohica zgnije, trhnoba zgnije hitro. Pizda me spravljate v take, Ermina, tebe skrbi, če bi bila vitezinja svetlobe, te ne bi nič skrbel, ker bi vedela, koliko je ura. Tako da moraš naziv najprej spremeniti. Skrb je nekaj, kar so nam želeli vcepati, in mi se moramo odločiti, da je z nami višja sila, ki nas vodi, in ena celo zelo dobra je bila včerajšnja. Kadar tebe vodi ata, moraš iti na zaupanje, in stvari, ki se ti dogajajo, so smiselne, postanejo smiselne šele takrat, kadar jih pogledaš v rikverc. Ko veš, tole se pa
zdaj se mi to dogaja, kaj se mi to dogaja, pa če za ne 3 dni ali pa 3 mesece ali pa 3 leta ugotoviš, zato, ne. Zaradi tega je to zaupanje vodstvu višje sile tako misteriozna stvar, ne. Ker v bistvu vidiš, da si peljan ves čas prav, samo ne veš kam, ne razumeš. Ko mine nekaj časa, ko se ti zavest razširi, potem razumeš. In takrat odpadejo vse skrbi. Takrat odpade ves strah pred prihodnostjo, zato ker veš, ne sebi, ne svojim tistim, ki pridejo za tabo, da je jezero polno dresnika. To je moja odgovornost tukaj in zdaj, ker sem tukaj in zdaj človek. Kdor sam sebi ne more tretirati kot človek, ga pa boli kurac, kaj bo čez 40 let na jezeru. Ne? Zato, ker njega itak več ne bo tam takrat. Ne? In to ni pravi pristop. Mi moramo drugače gledati. Mi Indijanci pravijo, ni ta zemlja naša. Podedovali smo jo od dedov in jo dolgujemo našim otrokom in vnukom. In tako moramo mi pristopati k stvarem. In zato ne rabiš hoditi na ne vem kakšno univerzo. Indijanci nimajo ekonomske fakultete, teološke fakultete, pravne fakultete, medijskega tehnika, ki tudi izbira vsebino ali neko, kar jim prdne, pa še tisto, kar izberejo, poročajo, glihko kar morajo, neko, kar znajo. Ja, moč volje je tisto, kar se išče. Dobro, ja, zdajte se zavedati, če so napadali vas, so napadali še koga drugega, to je moja zgodba tudi, če so napadali mene, so verjetno še koga in zdaj, da jim je ful žal, ker so mene, je zdaj prepozno, po toči zvoniti je prepozno, kar so storili so, zdaj se bo treba soočiti s svojimi dejanji. Jaz nobenemu tega ne privoščam, večkrat sem rekel, tudi Jezus je želel ljudi ubraniti pred katastrofo, ampak ne, ljudje so šli v katastrofo do konca. In tako, ko sem naredil en video, mislim, da bo pa zdaj že skoraj 3 leta nazaj, sem rekel, šli bodo do špage. Do špage bodo šli, dokler jim ne bo sodba napisana. Toliko daleč bodo šli ljudje, ker so prepričani, da jim nihče nič ne more, dokler ne pride končna špaga. Zdaj ta špaga je lahko, ima več prispodob, ni to zdaj, da bomo ljudi po kandelabrih vesali, ampak ko imajo možnost prenehati delati narobe, oni ne prenehajo. To je tisto, kar je noro, ko bi predsednica, če bi imela kaj soli v glavi, bi nehala vesati LGBT zastavo. Se strinjamo? Pa ne, ona jo svobodno obesi še letos. Ne vem, kako si zamišljajo pelati te stvari naprej. Oni resnično verjamejo, da je njihova ladja nepotopljiva, medtem ko že z vseh lukenj šprica voda in jih zaliva in oni še kar špilajo na Titaniku, oni še kar špilajo violino, vse v redu, nič se ne bo, ne. Pravi Šabina, da jezero ostaje nedotaknjeno, ker je varovano od Boga, posledice poseganja v ta habitat bodo pa za predrzne, verjetno dovolj jasne in očitne. Ampak to ni moj problem, opozorilo je bilo jasno, prvič, drugič, petič, osmič, dok ne rinejo in bi radi mene zdaj nekje spravili v godlo. Ne bo šlo, kar si skuhal, sam pojej. Za predrzne je tako jasne, da jih bo minilo vtakniti svoje kremple še kam. Niti jih ne bodo mogli svojih kremplov, niti več nikamor utikati zaradi tega, ker ne bodo niti stopali ven iz svoje hiše. Ljudje, tako velika bo sramota na celem svetu za vse, ki so sodelovali na napačni strani, ki so se predali temnim silam usode. A ne? Dobro, dragi moji, Ema je avtorica pesmi, ne Ema, Irma. In pravi everybody knows. Vsi vemo, dragi moji, vsi vemo. Prej so vedeli pa samo oni. Nikaj, zdaj vemo pa vsi. Kaj pa zdaj? Igra ne dela več. Tako pa če. Dobro jutro želim vsem 15 minut pred 9, jaz pa eno čist prekratko pauzico. Everybody, Irma. Everybody wants, everybody has something that's going on. I don't wanna smile, nor answer the phone. Why don't you wanna leave me alone?
Marsikdo ima občutek, da sem včeraj spregledal, v bistvu jih pa že 5 let ali pa nekatere že desetletja gledam. Go tell everybody that I just need a break. I'm done with all your endless questions. I don't wanna play. Cause every other me that I could hear from you. Now I can't stand the feeling, knowing that we're through. And I don't have to run your plans. After all, I have to be kind. For you to be my friend, you to be this. Everybody says, everybody wants, everybody has something that's going on. I don't wanna smile, nor answer the phone. Why don't you wanna leave me alone? Cause everybody says, everybody wants, everybody has something that's going on. I don't wanna smile, nor answer the phone. Why don't you wanna... Za Šentjanževko pa za konopljo vsi precej skrbijo, za Dreznik pa nobenega dost nič ne briga, a ne? No, precej boljšim gre ubijati cvetice na poljih, kakor pa zatirati invazivne rastline. A je to tak pogled na svet? A, se kdo z mano strinja? So afraid to show a care. Will he think me weak if I tremble when I speak? There's another one he's thinking of. Ja, ampak ta zakon, sam svoj zakon, pripada na srčno povezavo. Brez srčne povezave si sam jemati zakon v roke na način, da zasužniš ljudi, ki imajo srčno povezavo, temu pa se reče tiranija. In v tiraniji smo živeli, v njo smo se rodili, naši predniki so jo preživljali tiranijo na grozne načine, ampak resnica je tle in ne potrebuje agresije, potrebuje resnico, stoično držo, avtonomnost, čustveno neupletenost, čustveno stabilnost in laž je pokopana in potopljena. That's it, ladja se potaplja in prevara ne dela več. Tell him that the sun and moon rise in his eyes. Reach out to him and whisper tender words so soft and sweet. I'll hold him close to feel his heartbeat. Love will be the gift you give yourself. Touch him with the gentleness you feel inside. Your love can't be denied. The truth will set you free. You'll have what's meant to be. All in time you'll see. Love him and show him of that much I can be sure. Hold him close to you. I don't think I could endure if I let him walk away when I have so much to say. Tell him that the sun and moon rise in his eyes. Reach out to him and whisper tender words so soft and sweet.
Love is light naturally glow in the hearts of those who know. It's a steady flame that grows. Feed the fire with all the passion you can show. Tonight love will assume its place. Every time cannot erase. Your faith will lead love where it has to go. Tell him that the sun and moon rise in his eyes. Reach out to him and whisper words so soft and sweet. Hold him close to feel his heartbeat. Love will be the gift you give yourself. Ja, in takole, evo, Titanik se potaplja, klovni pa igrajo svojo zadnjo pesem Pogreb in ob tem se še zabavajo, plešajo bejbike, ker to je še zadnja ura za Titanik, preden gre na glu. Kaj ne? Bož bi bilo se spomniti kakšnega tacga. Ne sem klical te, vedno bi odgovor isti je. Kratek pozdrav in enije še, 1000krat na dan le to. Vidim pa te, ko doma greš, vidim te, ko vrača se. Zvoni telefon, vedno laže mi, ne, nije še. Nekoč bom zbral pogum. In bom ustavil te, pred hišo čakal bom in rekel ljubim te, takrat ne Pogum so nam jemali, ne? Zato, da so nas ustrahovali, ne? Pol pa bum, ob ledeno goro. rekel bom, da ljubim te. Nekoč bom zbral pogum in bom ustavil te, pred hišo Ja, imamo na tem svetu strokovnjake, ki zelo so se specializirali v smeri, da nekoga zelo očrnijo in to ne na osnovi resnice, ampak na osnovi laži. In če se je dal ljudi uničiti če se je dal empata uničiti na osnovi laži, se da narcizem premagati samo z resnico. Ker resnice se bojijo, ne da jo iščejo, bojijo se je, zakrivajo resnico. In tako kot pravi Sabina, namerno prezreti resnico je samo kaznovanje za rušenje bitja, ki pripada Bogu. Ja, mislim, igrati se stvarnikovo kreacijo, res moraš biti predrzen, da se to greš. telefon vedno laže mi, ne, nije še. Nekoč bom zbral pogum in bom ustavil te, pred hišo čakal bom in rekel ljubim te. Takrat ne bo ne, takrat letivo še, le tebi rekel bom, da ljubim te. Nekoč bom zbral pogum in bom ustavil te, pred hišo čakal bom in rekel ljubim te. Ja, in Ustavil te, pred hišo čakal bom in rekel ljubim te. ja, in To the moon. ampak čim omenjaš senzorje, je že narobe. Senzorji zaznajo, da govoriš resnico in prekinejo povezavo. Senzorji vse povsod, da so nas kontrolirali. In naj vam povem, da edino bitje, ki ima ugasnjene svoje senzorje, svoje senzorične sposobnosti, je človek. Ker človek brez senzorjev je vodljiv. Ko pa človek vžge nazaj svoje senzorje, je pa radar na dveh nogah za prepoznavanje vsega, kar očem vidno ni. A ne? Na prvo žogo že ne. In tem senzorjem rečemo tudi intuicija. Rekli smo, da imamo 5 čutov, pa pol še 6, ampak obstaja 15 različnih čutov. Čut za resnico, občutek za
občutek za, ne bom jih zdaj znal našteti, ampak imamo en kup enih občutkov, enih čutil, s katerimi mi občutimo in senzorjev, s katerimi zaznavamo. In to je tisto, česar so se najbolj bali. Prebujen in izobražen empat je smrtna obsodba narcizmu. Ne glede na to, kako velika je struktura, torej ne glede na to, kako velik je invazivni grm dresnika, temu se reče zeleni vampir vode, ne, drugače, to je moja taka izvedba. Zeleni vampir vode je dresnik in ne glede na to, koliko je velik, ko pride empat s elektrošokom, tudi dresnik popade, ne glede na to, kje in koliko široke ima korenine, ker od vrha navzdol je do konca ta zadnja koreninca dobila elektrošok. Ne, odlično, ker so tako povezani. Pol pa jim povezave pretrgamo, zelektrificiramo in je stvar zaključena. In to se dogaja na nivoju galaktičnih sil, to se dogaja na nivoju posameznih prebujenih ljudi, znotraj regije, znotraj države, znotraj kontinentov. Takih ljudi je zelo malo glede na enih ljudi, znotraj regije, znotraj države, znotraj kontinentov. Takih ljudi je zelo malo glede na regije, znotraj države, znotraj kontinentov. Ja, toliko o mašinah, toliko o prispodobah in toliko o povezavah, ki jih tako z veseljem rušijo. Toliko z veseljem TikTok je pokazal vsebine zgolj 7 ljudem, 73 ljudi to gleda. Torej, če bi jaz delal idiota iz sebe, bi nas bilo veliko, resnica očitno ni zaželjena. In v takem svetu imeti močno voljo je ena posebna lastnost, na katero niso računali. Imeti železno voljo za preboj resnice v svet, tega niso planirali. Zaradi tega pa se jim Titanik potaplja, tako kot oni niso planirali tam neke ledene gore, niso jo imeli na karti, niso jo planirali, preplavala je in pok, bum, in nepotopljiva ladja se je potopila. Tako razpada tisočletna struktura, babilonski stolp, epoha, apokalipsa, resurrection, vse to je napovedano zdaj, da to uspe videti manj kot 100 ljudi v enem sobotnem jutru, je toliko brez veze, da v bistvu je moj čas bolj dragocen, da ga namenim k raziskovanju, zaradi tega, da bom lahko enkrat to tudi unovčil, ker od vsega tega dejansko nimam vse skup nič. Tako da v bistvu bom jaz sobotno jutro v poletni dan in solstici, ki naj bi bil poln razodeti tako pri vas, ne samo pri meni, povsod bi mogel biti, pa očitno je freeze mode, tako kot je zmrznjena laz, zmrznjeni ljudje v vodi, je čutiti tudi zmrznjenost v komunikaciji, tako da je škoda zgubljati energijo za nekaj, kar ne vrača ničesar, ne komentarsko, ne tako da jaz vam bom sobotno jutro prepustil v lastno razmišljanje in v lastno spoznanje in to z devinom, ki pravi, nismo vedeli in kako bi lahko bilo sploh narobe. Želim vam prečudovito soboto in absolutno vse dobro želim prav vsem. Čau, čau.
Say